Pozdravljeni! Danes se bomo pogovarjali o zgodbah, katere se skrivajo za ovinkih ene izmed najbolj znamenitih prog v Formuli 1. Govora bo o vsem tistem, kar se skriva za ovinki v Imoli. Proga v Imoli je seveda dobro znana mnogim navdušencem Formule 1. Uradno se imenuje proga Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Seveda ni v lasti Ferrarija za razliko od Mugella, ampak nosi ime slavnega komentatorja in njegovega prezgodaj preminulega sina Dina. Tu se je zgodila marsikatera zanimiva in tragična zgodba v Formuli 1, čeprav se mnogi navdušenci po večini spomnijo le tiste iz leta 1994. In o odprtih vprašanjih tiste dirke v Imoli sem napravil poseben prispevek. Kogar zanima, si ga lahko ogleda bližnjica kot ponavadi v opisu. In treba je poudariti, da proga tu v Imoli ima izjemno dolgo zgodovino. Začeli so jo graditi leta 1953. Prva dirka z bolidi Formule 1 je bila 1963, čeprav ni veljala za svetovno prvenstvo. In prvo pravo dirko vidimo leta 1980. Rad bi poudaril, da tista dirka leta 1980 ni bila velika nagrada San Marina, temveč velika nagrada Italije. Progo v Monzi so takrat obnavljali in treba je bilo preseliti dirko. A dirka je bila tako zanimiva, da so se jo potrudili ohraniti v koledarju Formule 1 in tako smo videli od leta 1981 pa do 2006 veliko nagrado San Marina, kot vidite na tej stari vstopnici iz leta 1998. Seveda, v sezoni 2020 bomo videli tu veliko nagrado Emilia Romagna. Po tistem pravilu, da ena država uradno ne sme gostiti več kot eno dirko za veliko nagrado. Pravilo, katerega smo videli, da v Formuli 1 izjemno kreativno zaobidejo. Seveda, danes bomo šli kratek krog po progi, po tisti sedanji konfiguraciji, zato si boste malce drugače predstavljali zadeve, kot jih vidite na starih posnetkih. A začnimo z našim krogom, kjer po tisti štartno-ciljni ravnini pridemo do prvega dela, kateri je verjetno najbolj znan navdušencem Formule 1. Tisto neslavno ime Tamburello. Danes vidimo, da so dali šikano pred tisti klasični ovinek Tamburello in seveda vzrok je bila smrt Ayrtona Senne. Rad bi vas spomnil, da so že prej tu imeli vozniki kar močne trke in bližnja srečanja s tistimi betonskimi zidovi. Leta 1987 Nelson Piquet, kjer je izgubil kar dobršen del svojega globinskega vidu, in Gerhard Berger leta 1989, ko je njegov Ferrari izgubil prednji aerodinamični stabilizator in Berger je začel goreti po tistem trku. In seveda, sedaj se boste vprašali, zakaj so na Tamburellu pač tisti zidovi. Namreč tik za njimi obstaja reka Santerno, zato boste lahko v kakšnih precej italijanskih virih zasledili tudi, da kličejo progo v Imoli Circuito del Santerno. Tu na tem območju je tudi tisti znan spomenik posvečen Ayrtonu Senni, kateri je še danes ena izmed tistih postaj, kjer se navdušenci Formule 1 ustavijo. Ako zapustimo to novo območje Tamburella, katero je bistveno drugačno od tistega klasičnega, pridemo v drugi ovinek, kateri je tudi danes spremenjen in ima pred tem šikano. Imenuje se danes Variante Villeneuve. Včasih je bilo tudi to izjemno hitro ovinek, katerega so vozniki vozili na polno in prav
tu se je zgodila nesreča Ronalda Ratzenbergerja. Sicer tu je treba pripomniti, da na tisti varianti Aquae Minerali je Ronald zlomil svoj prednji aerodinamični profil in ni šel v bokse, da bi ga zamenjal. A njegova smrtna nesreča se je zgodila tu, na takratnem ovinku Villeneuve, in spremenili so ga. Dali so šikano tako, da so se praktično bolidi upočasnili vsaj malo. Nato pridemo v območje dveh izjemno ostrih ovinkov, vsaj za progo v Imolih, imenovano Tolosa in Piratella. Dva ovinka v levo, katera obrneta potek proge praktično nazaj za 180 stopinj, in tu v območju Toze imamo drugi pomemben spomenik, spomenik Gillesu Villeneuve. Namreč spomniti se moramo, da leta 1982 je Gilles Villeneuve odpeljal zadnjo dirko pravzaprav v Imoli, in tu se je zgodila tista izdaja, kot jo mnogi imenujejo, strani Didierja Pironnija. Tudi o tem sem že naredil poseben prispevek in tudi to bližnjico dobite v opisu. Nato se spustimo proti tistemu seriji ovinkov imenovane Aquae Minerali. In tu so vrelci mineralnih vod, zato imajo te ovinki to ime. Kot sem že omenil, tu se je začela tragedija Ronalda Ratzenbergerja, ko je zletel iz proge. Ko zapustimo Aquae Minerali, pridemo v variante Alta. To se pravi, gre za šikano, katero so naredili kot ponavadi zato, da bi upočasnili bolide, in ker je to na zgornjem delu proge, se kliče zgornja šikana. Nato imamo serijo dveh ostrih ovinkov imenovane Rivazza, prima ter seconda. Ter nato smo prišli v bližino štartno-ciljne ravnine. In tu po logiki bi morala biti tudi variante Bassa. In seveda še zmeraj obstaja, ampak bolidi Formule 1 so to šikano po tistih predelavah v sezoni 1995 dobesedno presekali. Danes, če se ne motim, variante Bassa rabijo v konfiguraciji za motociklizem in ne za bolide Formule 1. In tako smo zopet prišli na štartno-ciljno ravnino, kjer se je vse skupaj pravzaprav začelo. Proga v Imoli je polna dogodkov, katere bi se morali mi navdušenci bolj pogosto krat spomniti, in meni osebno je žal, da jo ne vidimo na koledarju dirk stalno kot neko izmed tistih postaj, katera mora biti prisotna. Konfiguracija, ki jo vidimo danes, je seveda rezultat tistih dogodkov, katere sem opisal, a treba se zavedati, da obstajajo tudi določene omejitve. Je ena izmed tistih redkih prog, katera je izjemno blizu, če ne pravzaprav v naselju. Veselim se te vrnitve proge v Imoli na koledar svetovnega prvenstva Formule 1 in upam, da jo bomo videli še kdaj. To so bile zgodbe za ovinki te znamenite proge. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.